Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Naja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Danes sem v svoje goste povabila eno prav posebno žensko z velikim Ž. Žensko, ki ima to žensko energijo, in prav ta njena ženska energija je name naredila zelo velik vtis. Ukvarja se od joge, somatike, tantre in te stvari vse povezuje v čutenje, se pravi, da človek začuti samega sebe, umirjanje živčnega sistema, zato da pride vsak posameznik v stik s svojo avtentičnostjo, s spoštovanjem do sebe, z ljubeznijo do sebe, z lastno vrednostjo in da zaživi tisto življenje, za katerega je bil namenjen. Tako da, draga Maja, dobrodošla tukaj v oddaji Moj odnos do zdravja. Danes se bova midve majhen poglobile najprej predvsem v to, kako si prišla do tega, da si se z vsemi tehnikami, kot je joga, čuječnost, tantra, somatika, kako si se začela sploh ukvarjati s tem? Kaj je bilo v tebi, da te je poklicalo, da narediš v življenju prav te korake? Najprej lepo zdrav tebi in vsakemu, ki gleda ta prispevek. In hvala za vprašanje. Ja, tudi moja življenjska pot od majhnih nog se je mičkeno zapletla in potem skozi odraslost nekako pletem življenje, da lahko rečem, živim bolj kvalitetno, zdravo in zadovoljno. Rada rečem, da sem v svojem življenju parkrat že umrla in se na novo rodila. Danes bom začela iz točke, ko sem živela navzven nekako po merilih. Imela sem stanovanje, imela sem službo, 2 službi, partnerja. V sebi pa zelo čutila, oziroma se mi je pojavilo to vprašanje, a je to, a je to življenje. In ko se začnemo spraševati, pridejo odgovori. Če res globoko se vprašamo, in očitno sem se dovolj globoko vprašala, da je prišel potem odgovor. Ne odgovor, ampak neka nova izkušnja, preko katere sem začela čisto drugače živeti. To je bila ena velika prelomnica v mojem življenju, ko sem iz nekako tega življenja, klasičnega življenja, začela bolj živeti sebe in se malo bolj umaknila k naravi. Z takratnim partnerjem sva živela zelo v stiku z naravo, do te točke, da kar so bili moji stroški, bila ena položnica od tega, da sem prejemala vsa možna zavarovanja. Dejansko sem materialno veliko dala stran in začela živeti zelo skromno. In v tej skromnosti sem začela dojemati, da ni vse tako, kot so me naučili. Tudi ne glede odnosa s seboj, tega, kaj počnem v življenju. Dojela sem, da mnogo stvari počnem na način, kot je sistem želel, morda moji starši želeli, moja okolica. In od tukaj naprej je toliko novih izkušenj. Kaj je bil tisti tvoj wake-up call? Kaj je bila tista res točka preobrata? Več jih je bilo. Ena, katero nisem še omenila, je bila moja odvisnost. Toliko let nazaj, pred tem preskokom, ko sem začela bolj živeti v stiku z naravo, je bila tudi še odvisnost od drog. Torej, tam je bil prvi preskok, da sem začela sebe imeti bolj rada. Čeprav se takrat nisem tega zavedala, nisem zavestno, ampak jaz pravim, da me je življenje vodilo. Do tega drugega rojstva, ko sem začela živeti bolj v stiku z naravo. In narava je postala moja zaveznica in moja velika učiteljica. In ogromno aha momentov in teh trenutkov prebujenja sem ravno prijela v stiku z njo, ko sem veliko materialnega dala na stran in začela bolj sedeti sama s seboj.
Ja, to je kar tak izziv sedeti samo v seboj. Jaz vem, ko pridejo stranke, recimo k meni na pregled, ta bioinforma, pregled homeostaze, one, ja, ne morem, nekaj mi more zadej brenčati, nekaj en radio mi more igrati, ali pa televizija mora biti prižgana, samo toliko, da je nekaj zadej. Ampak vse to dejansko preprečuje, da človek sliši samega sebe. Kako je bilo to, recimo, pri tebi? Ko sem začela manj početi, manj imeti obveznosti na nek način, sem začela imeti več časa tudi zase. In več časa zase je lahko čudovita stvar, lahko je pa, če nimaš notranje stabilnosti, prekletstvo. Zato, ker začne biti zelo, zelo glasen. Ampak to je proces, to je pot. Do tega, da sem razumela, da je to proces in da dejansko lahko postanem sama sebi dobra prijateljica ali pa sovražnica. Torej, da s tem, kar je znotraj mene, lahko sem nežna do tega, lahko sprejmem, lahko razumem in tudi nekaj naredim, spremenim. Ne pa, da se borim proti temu, da odrivam to in kritiziram. In to je bila zame velika sprememba v življenju, ko sem obrnila prst vame. Ja. No, če mi pokažemo na nekoga drugega, v bistvu so trije prsti na nas obrnjeni. Tako da vedno se začne in konča pri nas. Kako se odzivamo, kako nekaj sporočamo ljudem, imamo ta notranji mir. Pa če nas nekaj vznemir, da lahko posedimo s tistem, kar nas vznemir in ugotovimo, kaj nas znotraj vznemir. In zato, recimo, od začetka name si pač velik vtis naredila s to žensko energijo. Zato, ker ta svet se meni zdi tako zelo veliko je moške energije, analitičnega načina razmišljanja, logičnega, zaporednega, osvajanja nekih ciljev, doseganja nekih pričakovanj. Ampak ženska energija je pa imeti sposobnost biti sam s seboj. Kako si ti to osvojila, to veščino? Ker nas niso učili. V šolah to nič ne učijo. V šoli moraš, življenje nas nauči potem. Petica, da moraš imeti same dobre ocene, moraš, ne vem, to pa pa tako, kot si rekla, pa starši, pa da boš to tretji in a zdaj to, ne? Ja, jaz sem bila krasen primer, to, kar si sama opisovala, moškega principa. Tako da imam zelo močno to izkušnjo in vem, kako je biti tam. In zato, ker nisem bila zadovoljna tam, ker sem videla, da me to vodi v nezadovoljstvo, da to ne funkcionira v odnosih in partnerskem in moje okolici, sem se začela opazovati sebe in spraševati in začela iskati rešitve oziroma začeti delovati drugače. Da ne ponavljam vzorce. Velika učitelja sta mi pa starša, ker tam lahko vse vidim. In če mi nekaj ni všeč in prepoznam pri sebi, ali lahko spremenim in lahko ogromno spremenimo. Je pa korak za korakom, je pot dolga. Ja, in se splača, zelo se splača, ker sem v ženskem telesu in sploh, gre se za ravnovesje. Če sem izmojstrira moški princip v življenju, zdaj mojstrim ženskega, ampak potem, ko na nek način vsaj malo izmojstrimo oba, pa lahko v dani situaciji se odločam, kaj potrebujem, ali bolj žensko energijo oziroma princip ali moški. In veliko lažje potem živeti. Ja. Vedno se gre za ravnovesje. Jaz tudi recimo v tem programu, ki ga jaz učim, Postani mojster zdravja, vedno iščemo samo ravnovesje, da ni enega preveč, drugega premalo. Ker to, če mi vzamemo tudi nekaj za to, da bomo nekaj imeli več, spet ustvarimo neravnovesje. In je točno tako, kar si tako zelo lepo povedala, v vsaki situaciji, ko je človek zavesten, uporabi tisto, kar je v tistem trenutku najbolj primerno.
ko je seveda v skladu s seboj, potem sliši. Tukaj bi rada, če lahko, eno na kratko zgodbico, ki sem jo jaz slišala toliko let nazaj, pa jo rada povem, kako smo ženske, veliko krat, jaz sem tako zrasla, pa mogoče se bo katera ženska tudi poistovetila. Torej, si predstavljamo levinjo v savani, kako pod drevesom počiva, kako se neguje in ji zakruli v želodcu in zagleda eno antilopo in plane, zbere moč in ima moč in jo ulovi, jo poje, razdeli in potem gre ona nazaj počivati pod drevo. Moje življenje pa je bilo, da sem konstantno lovila te antilope in mnogo žensk to počne in smo zmatrane in izčrpane in še marsikaj. Ustaviti se, malo ustaviti in se negovati, malo ponegovati, kot levinja. Dragi gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih pa gremo naprej. Zelo zanimiva prispodoba o levinji, kako lovi in kako gre potem počivati. Ti si zdaj do tega že prišla, da znaš tudi počiti. Katere so bila tista tvoja prepričanja, navade, čustva, ki jih je bilo pa najtežje, jaz rečem presežiti, ne premagati, ker premagati že pomeni tisto, da imamo eno borbo, eno bitko in to je že spet moški princip, ampak presežiti, prerast, zaživeti drugače, kaj je bilo tisto, ki je bilo tebi najtežje? Ok, imamo dovolj časa, da nisem dovolj vredna, nisem zaupala, ker nisem zaupala sebi, nisem zaupala ljudem. Nadzor, rada sem imela nadzor nad vsem v življenju. Kaj lahko še povem? Preveč sem bila kritična in še marsikaj. Ja. Kako ti je uspelo te? Jaz sama za sebe lahko tudi rečem, vrednost je bila tako manj kot pod podnama, nekje v tleh noter. V tem ta kritičnost do sebe, zahtevnost. Ta kontrola ni bila sicer moja nič taka točka, ampak so bile vse ostale. Ne se imeti rada, uničevati se za druge, drugi so vsi boljši od mene, sam jaz pa nisem več tako, da tle so kar... To so take tipične, ampak jaz vidim, da to je sistem tak, ker jaz sem bila tudi, verjetno si bila ti tudi, že od rojstva tako zelo ženska, čuteča ali pa čutna. Jaz sem zelo veliko čutila stvari in ker me drugi niso razumeli, je bilo, recimo, so mi velikokrat meni rekli, ja, ti za teden pomiga s prstom pa že jokaš, Ja, mene je vse zabolelo, ker je bilo to grobo. In bilo kar nekaj dela, da sem večkrat drugače gledala. Kaj si ti naredila, recimo, za... Koraki so, to so mali koraki, vsakodnevni mali koraki. Kar mi zdaj pride na misel je, priti v stik z punčko v meni, da sem tukaj zanjo. In vsakeč, ko pomislim, ko si predstavljam to punčko v meni, spustim, kdo sem, ker se ukvarjam z njo in jo ponegujem in rečem, da skupaj bova zmogli. Torej, začela na nek način sem se pogovarjati sama s seboj, se zelo, zelo opazovati in začeti drugače delovati v situacijah, ko sem vedela, da me določene situacije peljejo v ali stres ali v nelagodje ali v spet podobno situacijo. In ta podobna situacija se je ponavljala in ponavljala. Torej, iskala sem načine, kako drugače delovati in kaj mi je pomagalo se malo ustaviti. Torej, da ne izrečem takoj oziroma ne delujem takoj, da sem se malo ustavila in počakala in iz tega prostora se je vedno kaj porodilo drugače. Da nisem delovala impulzivno oziroma avtomatsko. Zelo mi je pomagalo, ko sem začela biti ranljiva, ko sem začela prositi za pomoč,
ko sem videla, da enostavno ne zmorem vsega sama in ne želim več vsega sama. In ko sem začela to početi, se je meni življenje, ko sem se začela počutiti res počasi ženska. Pa ne to, da nismo zmožne smo vsega, zmožna sem marsikaj, ampak a mi je treba, to vprašanje, a mi je to treba, kaj mi v neki dani situaciji, kako bi se boljše počutila, da ne bi ponavljala neke situacije, ki jo ponavljam že toliko časa. Ja, super. Meni najbolj pomaga to, da dvignem energijo in potem preplavajo tiste, prav iz telesa, kot da telo začne govoriti z mano, kaj so tiste omejitve, ki so noter, in ko jim dam možnost, da spregovorijo, takrat se potem jaz lahko popolnoma umirim. In recimo v situacijah, ki bi enkrat v preteklosti odreagirala, sem jaz zdaj to že vnaprej dovolila, da se izrazijo, in potem v situacijah, ki se potem zgodijo, ni nobenega naboja več. In je to taka milina pride. Ja, veliko lažje je potem živeti. Ja. Zdaj mi imamo v bistvu zelo veliko srečo, da si danes tukaj z nami v tej oddaji Moj odnos do zdravja, zato ker zdaj že... In jaz imam srečo. Zato ker živiš zdaj kar nekaj časa že v Indiji, pa potem na Baliju. Kaj te vleče tja? Kaj me vleče? Mene vleče življenje samo. Ne bom rekla, da me kraj, ampak res samo življenje. Jaz sem oseba, ki potrebujem živost in ne glede, se ne omejujem, si ne domišljam, ampak nekako sledim notranjemu klicu. In ta notranji klic je bil zelo močen leto pa pol nazaj, ko sem dobesedno vedela, da me čaka še nekaj v življenju, določeni potenciali so še v meni, ampak da jih doma, v tistem okolju, tam enostavno ne bojo prišli jih ne bom prepoznala. In seveda po ključu sem ponovno se usedla na letalo in pristala v Indiji, v Aurovilu, zame zelo podpornem okolju, in od tam potem na Bali. In danes vem, da je bila ta odločitev pravšnja, zato ker sem tudi ugotovila, kateri so tisti potenciali, ki so še v meni, da jih tudi potem podelim s svetom. Imam rada drugačnost, imam rada izkušnje različne, rada imam, če lahko temu rečem, dva svetova. In zdaj, ko sem prišla domov, sem zelo frišna v doživljanju tega. Torej neka skromnost, preprostost, ki sem jo zadnje 3 mesece živela na Baliju, ob morju, biti v eni oblekci, imeti samo motor, eno majhno stanovance, mene to dela živo in svobodno čutim, svobodo, biti materialno zelo skromno. Moja duša je vesela, ko živim tako. Po drugi strani pa tudi materialno, torej ko pridem domov, da imam svojo hišo, imam svoj dom, torej oboje me vodi v to, da sem jaz kot oseba bolj cela. In iz te celosti še z večjim zagonom in inspiracijo potem delim svetom. Ja. Jaz, ko sem bila na Baliju, jaz sem tam zelo podporno žensko energijo čutila. Vse tako počasi se odvija, vse v ta pravem času. Veliko manj stresno živijo. In tudi sem se odpravila, ker zadnjih 8 let, ker imam svoj center oziroma sem samostojna podjetnica, se že na nek način celo življenje ukvarjam z drugimi oziroma zadnjih 8 let delam zelo, zelo za druge in obožujem to. To je moj način življenja. Ampak rekla sem si, Maja, zdaj pa je čas zate. Čutila sem zelo močno, da je čas zame. In me res v teh 11 mesecih lahko rečem, da sem polovico skrajšala mojega delovnega časa. In rabila sem to. In sem hvaležna, da sem si to poklonila, ker je bilo preveč. Ampak nisem znala to doma. In zdaj, ko sem imela to izkušnjo, ko imam to izkušnjo, želim to prenesti tudi
v Slovenijo, v moje okolje. In se mi zdi, da me te dva pola, vsak na svoji strani, veliko učita. Ne vem pa, jaz se zelo prepuščam. Začela sem se zelo prepuščati, ker verjamem, da ima življenje še mnogo presenečenj zame. Ja, ker najhujše, oziroma za meni je bilo kar tako zelo težko, to, kar si rekla, prepuščanje. Ja. To, da sicer si postavim nek cilj, Seveda. ampak potem spustiti, da Pričakovanja. Ja, pričakovanja, kdaj se mora to Kdaj in zgoditi, kako. kako se mora zgoditi, s kom se mora to zgoditi, na kakšen način se mora to zgoditi. To so tiste stvari, ki pa ljudje spravijo v stres, ki potem rečejo, ja, sem izgorel. Ja, vse te bolezni izhajajo pač predvsem iz vsakega posameznika. Drage gledalke, spoštovani gledalci, darilo, ki sem ga za vas pripravila, lahko prevzamete na moji spletni strani bisernica.si/darilo, masterclass, čudežna moč energije, mi pa se vidimo po oglasih naprej. Da lahko človek vzdržuje energijo, je seveda zelo pomembno, da vsakodnevno nekaj počne. Jaz imam kar malo daljšo rutino, zato da postavim vsak dan zjutraj, ko se zbudim, da postavim energije za cel dan, iz katerega potem črpam. Kaj je pa tvoja dnevna rutina, oziroma kaj ti počneš dnevno, zato da vzdržuješ svoje dobro počutje, veselje, navdušenje, pa tudi energijo za svojo poslovno pot, v kateri bova majčkeno kasneje o tem govorili. Kar nekaj časa sem potrebovala v življenju, da sem izbrala pravšno rutino zase. Zato, ker nisem poznala svojega telesa, jaz nisem bila v stiku s svojim telesom in potem sem poslušala druge in nekako potem počasi z nasveti, z branjem, z raziskovanjem, predvsem pa poslušanjem potem svojega telesa, prišla do tiste pravšnje rutine, ki me dnevno res poneguje, da se počutim dobro. In brez tega življenje ne bi bilo tako kvalitetno, kot je. Res dnevno, sploh v življenju oziroma v sistemu življenja, v kakršnega živimo, je potrebna takega sem mnenja že jutranja rutina. Pa tudi če za 5 minut. Veliko ljudi nima morda časa za pol ure, 1 uro, ampak 5 minut imamo. In zjutraj najprej se naravnam miselno. Zato, ker to nisem počela v življenju. Sem se zbudila z dvomi, na nek način sem že takoj zjutraj bila pod stresom. Zjutraj začnem zdaj z molitvijo, torej da se zahvalim za dan v postelji. Naredim svojo masažo in potem začenjam žvrkljanje, čiščenje jezika, topla voda z malo limone, telesno poskrbim za torej nekaj gibanja in potem tudi se usedem sama seboj z torej meditacija. In nekako ta preplet in na fizičnem nivoju, mentalno, čustveno, vse sem skozi življenje spoznala, da je pomembno in potrebno. Vse telo in misli so zelo, oziroma sta zelo povezana. In zame je zdravilo tudi gibanje. Torej, kadarkoli čutim, da je nivo energije ali pa da vidim, da nizek ali pa da moj gre spet v določene misli, ki mi ne služijo, se treba prekiniti, preusmeriti pozornost. Pa ne to, da se odmikamo od tega, ampak poznam te programe, jih ne rabim. Torej, kaj lahko naredim, da ne nadaljujem to? Meni zelo pomaga gibanje, da grem v telo. In v parih minutah je energija drugačna. Oziroma, moja nova ljubezen je morje, voda. Energija se totalno spremeni. Ali pa potem doma tuš, ali pa če je banja, voda. Karkoli, vsak naj najde, kar ga popelje v boljše počutje. In vedno imamo tistih 5 minut.
Ja, jaz mojim strankam vedno rečem, če nimaš 5 minut časa na dan za sebe, pol ti jaz ne morem več pomagati. Potem najdi nekoga drugega, ki bo stvari rešil namesto tebe, ampak dolgoročno nihče ne more rešiti namesto tebe. Včasih sem imela en napis na vratih, za vas naredim vse, namesto vas pa prav ničesar. Ja, sprejeti odgovornost za svoje življenje in vsak dan. Zame je formula rednost. Tako. Redno raje za 10 minut, kot pa enkrat na teden. Zato, ker vsak dan jaz se želim spomniti, kaj mi življenje pomeni, kam želim usmerjati svoj čas, energijo, in potem postane to navada. Ne rabim več razmišljati zjutraj, da grem skozi svojo molitev. Ne rabim razmišljati, avtomatsko moje telo gre samo do kuhinje, do tople vode, do kokosove maščobe za žvrkljanje. Ampak kot vemo, kot otroci, da smo se naučili pisati, kolesariti, karkoli, samo ponavljati. In včasih je težko, ker je polno enih stvari, ampak zato je vredno včasih si poiskati pomoč ali pa se dogovoriti s kom, da postane naša rutina. Najdeti način in vedno se najde način, če želimo. Ja, jaz sem recimo velikrat mojim strankam povem, jaz imam tudi svojo mentorico, pa reče, ti imaš svojo mentorico. Sem rekla, ja, jaz imam svojo mentorico, zato ker ona meni kaže, recimo, kakšno perspektivo, ki jo jaz ne vidim. Zato je pomemben, da poiščemo mi tudi zunanjo pomoč, ker zelo veliko je tega prepričanja. Vse sam. Knjigo preberem pa sam. Ampak ko sami se lahko zelo hitro zaciklamo v svojih mislih, kaj bi naredili, ker spremljam tebe, ti si kar veliko teh stvari naredila v življenju. Na veliko izobraževanj si šla, se pravi, si se poglabljala tudi z različnih zornih kotov v sebi, zato da si spoznala. In to je pomemben. In zdaj pomemben, da to tudi naredimo. No? Jaz tako pravim. Zdaj pa, si pa tudi ti mentorica oziroma učiteljica joge, kako se ti imenuješ, ker jaz se ne imenujem ne zdravilka, ne zdravnica, ampak jaz sem samo učiteljica, jaz sem mentorica, zato ker pomagam, da nekdo, ki pride do mene, da najde sebe. Jaz mu ne morem dati tega, jaz ga ne morem ozdraviti, ampak pomagam pa poiskati pot. Pa še malo povej ti, kako pomagaš ljudem, kako jim podaš roko, da tudi najdejo sami sebe. Varnost, občutek varnosti je zame na prvem mestu. Torej, ko nekdo izbere, da ga lahko usmerjam, je najprej ta občutek varnosti, da se lahko odpre, da lahko preko zaupanja podeli svoje rane. Bolj, ko podelimo svojo notranjost, karkoli že je, to pride do samozdravljenja. Potem pa so tukaj še tehnike, ampak oboje, torej varen prostor, spoštljivost, ne soditi, biti tukaj prisotna za sočloveka. Po drugi strani pa tehnike, načini, ki so meni pomagale, oziroma najdeti pravšnjo za sočloveka, zato ker smo tako različni in ni prav ni narobe. Jaz lahko dam nabor določenih tehnik, protokolov, vaj, potem pa je potrebno, da se sami poslušamo, da vidimo, kaj je pravšnje potem za nas. Ker edino s tem pridemo res do odgovora, kaj meni pomaga. Ko sem jaz videla na moji poti, je pa tudi to, ko ljudje pridejo, pa takoj rečejo, ja, tole ni za mene. Stestiraj, sprobaj, začuti, potem šele se odloči, ali ima to spremembo v tebi ali jo nima. Če delaš, seveda. Kakšne imaš pa ti izkušnje? Da je potrebno vztrajati. Najmanj en mesec, da vidimo, kako nekaj vpliva. Seveda, če nekdo prepozna, da mu lahko jaz pomagam oziroma ga usmerim,
mu lahko povem samo tisto, kar sem jaz dala skozi oziroma kar jaz znam. In zdaj, če to mu ne ustreza, potem verjetno nisva, da bova sodelovala skupaj oziroma nisva prava prišla skupaj. Če pa oseba prepozna, oziroma si dovoli, da začenja izvajati te tehnike, vaje, potem pa je samo rednost in jaz sem tukaj, da podprem. Je pa mnogokrat se tudi zgodilo, da sem bila jaz cela tukaj, 100%, pa druga stran mogoče ni bila še pripravljena. Na začetku smo vsi, ker tudi jaz velikokrat sem to počela v življenju in še, navdušena, smo navdušeni. Gremo v nek program, se damo celi, ja, zdaj pa sprememba. In vemo, tudi to gre skozi neko krivuljo, torej začetna navdušenost, potem pa malo ogenj pride. Potem ogenj in pridejo preizkušnje in tukaj sem potem za sočloveka, da mu podam roko, ko je potrebno, da sem v podporo in potem pa je na vsakemu posamezniku. Ja. Ampak meni osebno je najlepša stvar v življenju, ko sem priča nekoga, ki je naredil spremembe, ki so majhne, ampak jaz pravim, da premikajo gore, da premikajo v zvezdja. In malo po malo, in ko vidim potem žareče oči in ko mi rečejo, veš Maja, to je zdaj drugače, to je to. Jaz živim za to, oziroma to mene potem zelo napolni, zato ker sama vem, čez kaj sem šla in kako so te mali premiki, ne mali, ogromni premiki. Počasi se daleč pride. In da se potem tudi spomnimo, ker včasih smo zelo ali pa strogi ali pa ne vidimo teh, ko naredimo neke premike, ne vidimo za nazaj. Dajmo se ustaviti, poglej, kaj sem že naredila v svojem življenju, a sem lahko hvaležna. In ko enkrat začnemo prakticirati hvaležnost, jo lahko najdemo v malenkosti. Draga Maja, najlepša hvala za tvojo prisotnost tukaj med našimi gledalci in gledalkami. Jaz verjamem, da ste veliko koristnega odnesli. Lahko se na Majo Kenda obrnete na njenem centru oziroma na spletno stran Center Diha. Ja, www.centerdih.si. In glede na to, da sem kratek čas v Sloveniji, če lahko, tudi povabim, da 27.7. je v Ljubljani delavnica Moje telo, moj tempelj, kjer bom vključila vsa znanja in še tista sveža znanja, ki sem jih tudi, in lastne izkušnje, ki sem jih prinesla iz tujine. Hvala, Maja. Tako da dobrodošli, da pogledate na njeno spletno stran. Vabljeni pa tudi, da prevzamete svoje darilo na spletni strani www.bisernica.si/darilo Čudežna moč energije. Se vidimo v prihodnji oddaji. Čudovit dan vam želim. Enako.